Spoštovane občanke, cenjeni občani. Leto nas je ves čas preizkušalo. Bilo je nenavadno, nasulo pa nam je tudi mnoga nova spoznanja. Na žalost je prineslo tudi številne stiske. Nanje smo se odzvali z dobrodelno akcijo. Hvala vsem, ki ste v Kranju dobro v srcu mislili in prispevali za lepši jutri naših sokrajanov. Naj bodo prihajajoči prazniki prijetni, čeprav bomo letos praznovali narazen in varno. Sprehodite se po čudovito okrašenem starem Kranju in si kaj zaželite. Kakšno željo bo uresničil že dedek Mraz. Na naših spletnih kanalih bo virtualno nagovoril otroke 30. decembra. Novo leto naj vam prinese svežino in spodbudo. Začrtajmo si nove cilje in se jih lotimo odločno. Zdravo 2021 vam želim. Spoštovani občani in občanke, v letu, ki prihaja, vam želimo veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. Za tiste trenutke, ko pa nas potrebujete, vam sporočamo, vedno z vami in za vas. Srečno v letu 2021. Spoštovani poslovni partnerji, leto, ki odhaja, nam ne bo ostalo v lepem spominu in verjamem, da posebna razlaga ni potrebna. Vse, kar smo do sedaj poznali in znali, se je znašlo na veliki preizkušnji. Vseeno mislim, da se morda zaradi tega zgodi tudi kaj dobrega. Saj nas je ta dogodek nekako ustavil v času in nam dal možnost premisleka, pogleda nazaj in spoznanja, kaj je tisto najpomembnejše. Verjetno se boste vsi strinjali, da je to naše zdravje. Saj le zdravi tvorimo mozaik, ki žene kolo življenja, omogoča rast in razvoj. Takšni dogodki nas pripeljejo do zavedanja, da smo soodvisni eni od drugih in le s sodelovanjem lahko dosežemo ter tudi presežemo zastavljene cilje. Vem in verjamem, da imamo dovolj kilometrine in vztrajnosti, da smo zmožni premagati tudi to. Nauk, katerega se moramo iz tega naučiti, je, da le s sodelovanjem, strpnostjo in poslušanjem drug drugega najdemo rešitev, ki bo dobra za vse. V letu, ki prihaja, vam vsem želim predvsem zdravja. Na drugem mestu je sodelovanje, ki nas bo pripeljalo k rešitvi, da premagamo epidemijo. To sodelovanje bomo potrebovali tudi naprej, poleg vztrajnosti in strpnosti, da premagamo krizo, ki je posledica epidemije. A šele potem se bomo znašli na najtežji preizkušnji in sicer, ali smo se česa naučili, da bomo v nadaljevanju našega sodelovanja znali prisluhniti ter včasih sami narediti korak nazaj, da lahko skupaj naredimo dva naprej. Zaradi ukrepov in omejitev vas letos nagovarjam kar iz domačih Trbovelj, kjer v mestnem parku postavijo pravljično vas in letos je bogatejša za Pepelkino kočijo. Saj jo poznate, Pepelko, dobro vilo in čudovito zlato kočijo, ki je nastala iz navadne buče. Želim nam, da naše odločitve ne bodo navadne buče, temveč zlate kočije, ki nas bodo odpeljale v napredek tako, da bomo vsi zadovoljni. Lepe praznike, če tudi drugačne od običajnih, in srečo v prihajajočem letu, ki naj bo vsem drugačno od tega, a ne le zaradi epidemije. Zahvaljujem se vam za vaše dosedanje sodelovanje in upam, da ga bomo uspešno nadaljevali še naprej. Srečno 2021!